predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije dr. Damir Črnčec, državni sekretar za mednarodne zadeve ter nacionalno in mednarodno varnost gospod Vojko Volk, generalni direktor Urada Republike Slovenije za zaščito in reševanje gospod Leon Behin, namestnik načelnika generalnega štaba Slovenske vojske brigadir Uroš Paternos, poveljnik Gasilske zveze Slovenije gospod Zvonko Glažar, predsednik Združenja poklicnih gasilcev Slovenije gospod Blaž Turk, vsi vi zaslužni posamezniki, ki ste na svoj način pomagali pri gašenju požarov v Sloveniji in Severni Makedoniji, spoštovani cenjeni gostje, ki ste nas počastili s svojo prisotnostjo. Dobrodošli in lepo pozdravljeni. Danes smo se zbrali na pomembnem dogodku, ki obeležuje konec obdobja požarnih aktivnosti, zlasti v poletnih mesecih, ko so zaradi suše in visokih temperatur požari najpogostejši. Med 15. majem in 15. septembrom je bila Slovenija prvič v zgodovini bolje pripravljena na izzive požarne sezone. Z veseljem lahko povemo, da smo pridobili 4 nova namenska letala za gašenje iz zraka. Poleg tega še vedno ohranjamo popolne kapacitete Slovenske vojske in policije, ki so s helikopterji ključno pripomogli k obvladovanju požarov. Letošnja sezona je pokazala, kako pomembna je uporaba zrakoplovov pri gašenju požarov v našem naravnem okolju. Slovenija z razgibanim terenom in gostimi gozdnatimi površinami se sooča z izzivi, kjer so zrakoplovi nepogrešljivi. Pri velikih požarih, zlasti na težko dostopnih območjih, kot smo jih videli letos, zrakoplovi omogočajo hiter odziv, črpajo vodo iz bližnjih vodnih virov in jo hitro dostavijo na požarišča. Njihova podpora gasilcem na tleh je ključna, saj zmanjšujejo intenzivnost požarov in omogočajo varnejši dostop gasilskih enot. Hvala vsem, ki ste prispevali k varnosti in uspešnemu obvladovanju letošnje požarne sezone. K pozdravnemu nagovoru vabim državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, dr. Damira Črnčeca. Lepo pozdravljeni, spoštovani predsednik vlade, dr. Robert Golob, spoštovani sodelavci, sodelavke, dragi gostje, dobrodošli na prvi etapi uvajanja enote za podporo gašenja iz zraka v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Prva etapa, prva obletnica, požarna sezona, ki je za nami, kjer smo dokazali in vi tukaj, ki ste danes izbrani, da dobite spominsko priznanje, da zmoremo, da skupaj zmoremo. Ko pogledamo samo te uniforme, tukaj vidimo, kako raznoliki smo, torej od vojaške uniforme do civilne zaščite, do pilotov iz Slovenije, tujine in do Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Prav tako se spomnimo še na kolege iz policije, ki so tudi prvič letos bili v Makedoniji skupaj z posadko Slovenske vojske na pomoči v tujini. Ta naša etapa in pot se je začela 15. julija 2022, ko je bil požar na Krasu, ki smo si ga takrat skupaj ogledali z predsednikom vlade in seveda aktivno sodelovali pri vseh aktivnostih, ki so bile. Požar, največji do sedaj v Sloveniji, nas je vse skupaj prebudil in zbudil. Naredili smo različne analize in tudi potegnili poteze. Ena izmed teh je bila ta, usmeritev vlade je bila jasna, spostaviti čim prej podporo gašenja iz zraka v še večji, intenzivnejši meri, kot je bila do sedaj, skozi helikopterske zmogljivosti. In ne samo, da smo to naredili, v času 2 let, znotraj 2 let, smo dokazali, da to že imamo. Seveda je to enota, ki se gradi 5 let. Kolegi iz Španije, španski piloti in inštruktori, ki so danes oziroma v tem poletju oddelali večino dela in bodo z nami še nekaj let, so tisti, ki pomagajo, da bomo vse skupaj spostavili. Dodatne hangarje bomo prav tako zgradili tukaj na Brniku za stalno nastanitev naših letal, kajti po načelu najprej Kravca in Polštalca so bili traktorji nabavljeni. Lahko bi pisali študije, razmišljali, razglabljali, pošiljali pilote na šolanja in potem peljali postopke nabave letal. 3 do 5 let bi to trajalo verjetno. Tako smo pa brali kontrapot in danes lahko seveda pokažemo, da vse 4 traktorje tukaj imamo, ki so registrirani, letos čez poletje so oddelali veliko delo.
Ključna prednost teh letal na Slovenskem je ta, da lahko reagirajo znotraj polurnega časovnega parametra. So takoj na terenu in potem lahko zajemajo vodo na slovenskih jezerih ali pa v Tržaškem zalivu, na hrvaški obali, torej na morju in seveda tudi na zemlji, na kopnem. Vse to je bilo letos preizkušeno in te lekcije iz prakse bodo implementirane v času, ki je pred nami, torej v času zimskem in v pričakovanju naslednje sezone. Dovolite, da v tem uvodnem nagovoru se še spomnim kolegov, ki so sodelovali pri tem, da smo prišli do te zmogljivosti, torej nekdanjega ministra Marjana Šarca, kolega državnega sekretarja Rudija Medveda, prvi obraz civilne zaščite Srečka Šestana, ki je danes popoldne že na drugih svojih obveznostih iz svoje domene, svoje pristojnosti, zato danes tukaj ni z nami, in seveda poveljnika, vodjo ali pa glavnega komandanta flote zračnih traktorjev Leona Behina, šefa uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. V vsem tem času, v mandatu te vlade, nismo samo nabavili zmogljivosti, jih implementirali v praksi, ampak spremenili smo tudi koncept delovanja. In to je zelo pomembno. Torej država krepi lastne zmogljivosti za posredovanje. Cilj je, da v najkrajšem možnem času pridemo z čim več zmogljivostmi tja, kjer je to najbolj potrebno. Pa bodi si, da so to požari, da so to poplave, da so kakršnekoli druge nesreče. Skupno sinergično delovanje Slovenske vojske, uprave, civilne zaščite, gasilcev, policije, skratka vseh ključnih inštitucij sistema nacionalne varnosti je tisto, kar je garant, da smo in da bomo dobro pripravljeni za v prihodnje tudi za vse morebitne izzive, ki so povezani z spremembo podnebja, s klimatskimi spremembami, ki so pač dejstvo in Slovenija temu se ne more izogniti. Tako da hvala vsem skupaj, vsem dobro v prihodnje, seveda želim čim manj naših in vaših aktivnosti in na koncu še enkrat hvala predsedniku vlade, tudi v vlogi ministra za obrambo v letošnjem poletu, ki je bil vpet tudi zelo operativno v vse aktivnosti, ki ste jih in smo jih izvajali. Hvala. Iskrena hvala za te prijazne besede. Današnji slavnostni govornik je predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob, hkrati tudi v funkciji ministra za obrambo. Prosim. Spoštovani državni sekretar, dr. Črncec, spoštovani vsi vi, ki ste razlog, zakaj smo danes tukaj, vsi vi, ki ste pristopili po svojih najboljših močeh k gradnji enote za gašenje iz zraka. Vsak dan nas televizijski zasloni bombardirajo z grozotami iz Gaze, bombardirajo nas z razsežnostmi vojne v Ukrajini. Zato je popolnoma logično in edino možno, da bomo sredstva za vojaški proračun in za izdatke za vojaško opremo v bodočih letih morali izrazito povečevati, ker nimamo druge izbire. Hkrati se pa tudi na naših zaslonih občasno pojavi tista dolgoročna vojna, na katero ne smemo nikoli pozabiti. Žal smo v časih podnebne krize, ki ne bo šla stran, kjer miru žal ne more biti, na katero moramo biti ves čas pripravljeni. In današnji dogodek je eden tistih dogodkov, kjer lahko s ponosom pokažemo, da smo zgradili odpornost. Zgradili smo svojo vojsko, vas, ki se bo lahko uspešno spopadala z razsežnostmi podnebne krize. Podnebna kriza je žal vse prisotna, včasih se ta pozna v obliki poplav, katastrofalnih poplav, še preveč živ je spomin na to in tudi takrat je Slovenska vojska skupaj s civilno zaščito odigrala velikanski delež v tem, da smo zaščitili ne samo premoženje, predvsem tudi življenja. In enako je bilo pred 2 leti na Krasu. Zaščita premoženja in življenj je tisto, kar je najpomembneje. Verjamem, da ravno s tem, ko smo se zelo hitro uspeli odzvati in ko smo lahko tudi vas vključili v tako široki zasedbi, ne samo en oddelek, ne samo ena služba, ampak tak širok nabor različnih specialnosti, smo uspeli sestaviti enoto,
ki rešuje ne samo premoženje, ampak tudi življenja. Meni še vedno zelo živ spomin na zahvalo, ki sem jo prejel od naših prijateljev iz Makedonije, kjer je bilo zelo jasno, da brez naše letalske enote so bila življenja na nitki. Ne želim si, da bi se to ponavljalo v Sloveniji in verjamem, da ravno zaradi vas se mogoče to nikoli ne bo ponovilo, ampak to ne zmanjšuje naše hvaležnosti. Moramo se znati veseliti zmag in vi ste naša zmaga. In zato sem vesel, da sem danes tukaj z vami. Hvala lepa. Najlepša hvala, predsednik vlade. Le kdo ne pozna orkestra Slovenske vojske, ki je prisoten ob vseh najpomembnejših trenutkih vojaškega življenja. Vselej v čast Slovenski vojski in v ponos Republiki Sloveniji. Danes so z nami v skladbi Slovenija, od kod lepote tvoje. Prisluhnimo. Pomoč zrakoplovov se je izkazala za dragoceno, predvsem na območjih Primorske, Gorenjske in Krasa, kjer so naravne razmere posebej zahtevne. Sodelovanje med gasilskimi enotami, vojsko, policijo in letalskimi enotami je letos ponovno pokazalo svojo moč in ključno vlogo pri zaščiti našega naravnega okolja in skupnosti. Brez številnih posameznikov, ki ste danes tukaj, pomoč ne bi bila tako hitra in uspešna, za kar se vam bo s stiskom roke in simbolnim priznanjem v nadaljevanju zahvalil tudi predsednik vlade, ki ga vabim, da pristopi k podelitvi.